Pozdravljeni in dobrodošli. Predstavljam vam CNC Quote, spletno platformo, ki sem jo zgradil posebej za CNC delavnice. Če še vedno pošiljate ponudbe po e-mailu in jih sestavljate v Excelu, potem je ta video za vas. Vsi vemo, kako je. E-mail je poln spama, ponudbe se izgubijo med sporočili, sledenje različicam pa vzame več časa kot samo kalkuliranje. In ko stranka vpraša, ste poslali ponudbo, začnete brskati po mapah. CNC Quote vse to zamenja z enim orodjem. Naložite STEP ali DXF datoteko, sistem izračuna maso in material, vi določite ceno, stranka pa ponudbo sprejme ali zavrne z enim klikom. Brez Excela, brez e-mailov, brez kaosa. Pa poglejmo, kako to deluje. Začnemo z registracijo, kliknemo začni brezplačno preizkusno obdobje, potem samo vnesemo notri podatke. Ko imamo vse podatke vnešene, samo stisnemo začni brezplačno preizkusno obdobje. Registriramo se lahko tudi z Googlom, vendar je izbira vaša. In potem samo potrdimo mail in se lahko prijavimo. Ko se prvič registrirate, je nadzorna plošča prazna. In sedaj je vaša naloga, da dodate stranke in pa tudi materiale, s katerimi delate. Dodajmo sedaj prvo stranko. Stranka se lahko registrira tako, da ji pošljete invite link, lahko jo po mailu, tudi kar direktno pošljete, če vidite njegov mail. Lahko pa tudi vi dodate stranko. Pa dajmo zdaj narediti tako, da jo mi ročno vnesemo. Recimo tako, ustvari stranko. Potem lahko določimo, v kakšnem jeziku naj ima ta stranka platformo. Angleško, slovensko, nemško, slovensko. Potem lahko pa tudi namesto te stranke mi pošljemo ponudbo. Recimo, da nam ona pošlje mail, mi samo damo tukaj posebej. Sedaj mi posebljamo to stranko, samo damo še prvi jezik spremeniti. Tako. In v slovenščini. Sedaj pa damo samo recimo skupinski voz, da imamo več datotek, ki jih hočemo uploadati. Ta platforma je posebej dobro narejena prav zato, da skupaj grupira več datotek. Tako da recimo to, ko imamo en PDF, en DXF, en STEP, v bistvu sta to dva modela, ampak pogledajte, kaj se bo sedaj zgodilo. Potegnemo, tukaj pristisnemo prvo skupinski voz, lahko pa tudi samo en del, tule v tem primeru bomo skupinski voz naredili. In sedaj samo potegnemo notri, samo. In nam lepo uploada vse datoteke. Te datoteke lahko tudi pogledamo, recimo, lahko malo pogledamo, kaj smo naložili. Lahko tudi kaj izmerimo, recimo measure horizontal, tako da ne rabimo za te datoteke niti odpirati programa, ki ga imamo za 3D modele, recimo SolidWorks, Mastercam in tako naprej. Lahko tudi merimo PDF-e, to je ena prednost tega programa, recimo edino prvo, kar moramo narediti, je, da ga skalibriramo, recimo od tu do tu, rečemo, to je 5 milimetrov, zdaj pa lahko kako drugo mero dobimo, recimo tule hočemo zmeriti, da je 15, recimo tu, in nam napiše, dobro, zdaj to je zato, ker se črte malo bolj toste, ampak recimo na grobo lahko zmerite tudi PDF-e s tem programom. To je to, zdaj samo damo en naslov, prosim za ponudbo, referenca 558, kakršnokoli referenco ima stranka, recimo pa kakšne zahteve, material je alumini, prosim za prejšnjo ponudbo in tako naprej, tako da bi pisali mail. Zdaj samo stisnemo, daj zahtevo za ponudbo. In je to. Zdaj samo končaj in to ponudbo bi že mogli videti tule, Zdaj, tukaj samo izračunamo maso,
lahko tega. To nam ta program že naredi avtomatsko. To je zdaj izračunana minimalna masa. Zdaj pa samo recimo, da hočemo napihniti za samo ta ta model za 10 mm. Lahko pa damo tudi recimo, da bo ta manj. Evo. Lahko tudi plus minus deljeno krat uporabljamo, tako en kalkulator tukaj. Recimo to hočemo še napihniti za 20 mm, da bo višje. In pa če gremo na drugi komad, vidimo, da je sorovc pravokotne oblike, kar mi nočemo, mi hočemo imeti fi. Gremo samo tukaj stisnemo V. In je to. Da ga lahko samo napihnemo za 10 mm. A pa recimo, da hočemo fi imeti 232 dolžino pa do 5 mm završek. Evo. Ja, lahko tudi damo cel, da je na sredini votla, samo v tem primeru to nam ne pride v poštev. Samo da vam pokažem, kako bi izgledalo. Ja, potem votla. Zdaj izberemo val, srani in gremo nazaj. Zdaj pa lahko pošljemo povpraševanje za material, vendar še nimamo vnešenega nobenega noter. Moramo iti tule v material in dodamo enega dobavitelja. Evo recimo, da bomo vnesli tega. Tu še samo zberemo, v katerem jeziku bomo pošiljali PDF-e tem. Evo, slovenščina, strani dobavitelja. In je to. To lahko tudi kak material drug dodamo. Samo tega ne bomo zdaj delali. Zdaj gremo nazaj na ponudbo in pošljemo povpraševanje za material. Send inquiry, je še v angliščini, moram popraviti nazaj v slovenščino. Da vam še pokažem mail, kako izgleda, ki ga dobi ponudnik za material. To je lepo naslov. To je prvo povpraševanje. Naše podjetje, ime in potem body, kratek opis, za kaj se gre, da na hitrico vidi. Potem pa PDF, pozicija 1, pozicija 2. Prvi je pravokotnik, teh dimenzij in pa pozicija 2, okrogla palica teh dimenzij in pa tudi material, vse se lepo vidi noter, tako da lahko da hitro ponudbo. In ponudnik lahko odgovori na ta email. Cena materiala 100 €. Pozicija 2 pa 1000 €. Na pamet nekaj pišem. In potem mi, ko dobimo ta mail, točno vidimo, kateremu povpraševanju je to šlo. QT001 in točno vemo, cena materiala 100 €, pozicija 2 pa 200 €. In to lepo vnesemo noter v naš program. Imamo to, pa napišemo, ok, ni bila 4 €, ni bilo 5 €, ampak zato hoče imeti 100 €. Ni problema, damo na kos in pa napišemo noter 100 €. Tole pa isto damo na kos. Lahko tudi na kile, prosim, me bom izračunal, prosim, če damo kar tak. Pa napišemo 1000 €, srani, gremo nazaj. In pa ko imamo lepo to ceno sorovca, samo napišemo 100 € plus vaše delo, 200 €. To tudi lahko uporabljamo kot kalkulator, plus minus krat deljeno vse funkcionira. Lahko tudi spremenimo količino. Dodamo popust, 5%. Pri tem pa isto, recimo 1000 € je material plus 1500 € je delo. Popust, 1% recimo. Tu si še interne opombe napišemo, karkoli napišemo tukaj, to samo mi vidimo. Krtek neki. Tu pa vidi pa naša stranka, tu pa napišemo
samo struženje brez rezanja, recimo. Potem tule damo še naš za material ponudbo, ki nam je ponudnik za material poslal, če nam pošlje PDF, ga lepo natružimo, pa imamo vse lepo na enem mestu. Tu damo price, koliko je bilo, 1100. In pa, koliko bo dobava, rečemo torej dni, pa CNC obdelava z materialom in brez transporta, to lahko napišemo tudi karkoli drugega, to je pač ta dva templata sta na voljo, ker to se ponovadi najbolj uporablja. In pa to. Zdaj pa samo damo potrdi in pošlji ponudbo. In smo zaključili. Zdaj lahko prenesemo tudi ta PDF, pa si ga damo na fascikl, karkoli, za lažje urejanje. Tako izgleda tudi PDF, ki ga dobi stranka na mail. Pozabil sem še omeniti, tukaj lahko imamo še live chat za stranko. Recimo pozdravljeni, pa recimo, da nam ena mera fali, recimo, hočemo neko sliko poslati. Tukaj ni mere. In to bo stranka videla v njegovem chatu. Pa bo napisala setmeno. In to mi takoj vidimo na svoji ponudbi. Ja, tako da se ne rabimo maile sem pa tja pošiljati. In zdaj recimo, da stranka potrdi to naročilo. Vsebi imamo ga. Tukaj. In damo sprejmi ponudbo. In mi takoj dobimo status sprejeto. In da začnemo delati. To. Sedaj lahko si nastavimo tudi Telegram, tako da vsakič, ko dobimo novo ponudbo, dobimo takoj avtomatsko še isto sekundo sporočilo, da smo dobili novo ponudbo. Ko nam stranka piše live chat, tudi dobimo Telegram lahko. Tako da poteka to veliko hitreje kot pa preko maila. Tu si lahko nastavimo tudi svojo email domeno, kar je tudi priporočljivo, da si naredite, da se vsi maili pošiljajo z vašega maila, zaradi spam filtrov in vsega tega. Lahko pa tudi pošljamo sedaj, recimo drugi komad, da hočemo enemu komponentu poslati. Pošljamo enemu, samo nimamo nobenega dodanega. Moramo ga prvo dodati, recimo, to sem si nekaj smisla, pa dajmo, da bo v slovenščini in pa ustvari komponenta. Ja, zato rabim pa professional plan. Pa dajmo še to na hitro narediti. Vidim, subscribe. Vam še prevesti slovenščino. Tako si bomo kar nekaj namislili, ker je to še ne plačujem zares. In še testna verzija. Pa dajmo zdaj narediti. In zdaj, ko damo ustvari komponenta, se ta ustvari in se tudi v bistvu naredi račun za njega, tako da se tudi lahko on logina in vam potem preko tega portala pošiljajo maile. Pa recimo, da pošljemo zdaj to ponudbo. Tu samo stisnemo pošlji komponento. Jože, majstore. Vse pa lahko tudi pošljamo samo toliko ali pa samo enko. Se pravi, da delno tudi pošiljamo, pa pošljemo zdaj samo drugo. Pa napišemo 8 za ponudbo. To. In dobi komponent email. In pa tudi v tem portalu bo videl isto kot mi. Bo lahko tudi pogledal 3D model, pa PDF, pa TXF. Recimo, bo isto lahko uporabljal to, kot vi. In pa, tukaj samo napisati ceno, recimo 2500 €.
plus 2%. Ja. In potredi cene, lahko tudi zavrne. In to mi že vidimo. Tudi bomo dobili Telegram. In pa bomo tu videli, in pa potem bomo tu videli cene kooperantov. Lahko tudi več jim pošljemo in potem bojo tu primerjava teh cen. Boste lahko videli, kjer je najbolj poceni, kjer je najbolj drag in pa tako naprej. Da boste lahko delali primerjavo. Ja, to je to na hitro v tem programu, tako da vidite, kako to deluje. Sedaj, jaz mislim, da se tega programa lahko zelo hitro navadite. Rabite par ur, recimo, da pošljete 5-6 ponudb, pa boste hitro net prišli. Potem bo pa pošiljanje ponudb simple. Tako 1, 2, 3. Ja, to, hvala lepa. Adijo.